Še zajtrk, pa akcija. Dober tek. Živijo, jaz sem Peter, tole je kanal v naravo in spet smo v Posočju. Parkiral sem na parkirišču tlele za Šunikov vodni gaj. To pa zato, ker ne vem, kje še dol prišel. Dve opciji imam, bom malo kasneje povedal. Ampak prvi cilj je Krnsko jezero, pol Krn. Pa tako, kot sem rekel, ali bom šel na greben Krnčice, pa se tle dol nekje probal spustiti, ampak mislim, da ne. Ali pa bom šel kaj proti Peskom, pa tam na Šmohor, pa pač tam dol. Tako da ne vem še, ampak vem pa, da grem na Krn. Tale Šunikov vodni gaj je tudi en tak krasen kotiček. Če ga pridete obiskat, boste malo bolj zgodni, ker popoldne, sploh v temle poletnem delu leta, je tukaj kar gneča. Aha, no most se dela. Ampak jaz ga mitik tlele desno. Zdajle, ko grem proti domu Klementa Juga, v Lepeni, lahko še povem, na izhodišču, glih, ko sem se odpravljal, je prišel en, ne vem, ko se reče, ranger Triglavskega narodnega parka in sem malo podebatirala, tudi pozna kanal. Ni bil, po pravici povedano, ni bil glih navdušen nad tem, da pokažem kakšno brezpotje pa take stvari, kar po svoje razumem. Je pa tudi res, da brezpoti pa tega zelo malo pokažem, da je res brezpotje, da ni označen sploh na zemljevidu. To je zame brezpotje. Če na zemljevidu ni vrisana sled, to rečemo, da je brezpoteno. Pokažem pa marsikatero lovsko potko, ki so pa vrisane na zemljevidu in tisti, ki se vsaj malo potrudi, bo to brez problema našel. Sem pa tudi rekel, da kljub temu, da pokažem kakšne poti, ki jih mogoče ne bi bilo treba pokazati, verjamem, da prav hude gneče zaradi mojega videa na teh zelo zahtevnih poteh ne bo. Bo sigurno kakšen več šel, to pač ni dvom, ampak prav, da bi pa naval bil, kaj lepo, pa ne verjamem. So se pa oba strinjala, da je kar precej pritiska na te naše gore, se pravi, veliko ljudi je v gorah, vedno več. In je rekel, da je tudi posledično, da je tudi kar precej smeti. In jaz res srčno upam, da tisti, ki spremljate kanal, da pa ki hodite v hribe, saj od Slovencov pa upam, da tudi tujci, da spoštujete to naravo, da ne vržeš plastenke ali pa neke plastike odrit glih tam, ko ti pade. Da jaz osebno seveda, če spijem vodo, plastenko, ponovadi malo stisnem, jo dam v nahrbtnik in normalno, da nesem v dolino.
pa še super je, ki je pol kile lažje, kot pa tisto, ki sem gor nesel. Isto je z vrečko od datlov ali pa čimrkoli. Z vrečko od robcev za nos brisati, ne. Seveda te stvari kar ne vržeš, ne. Tako da res apeliram, dajte spoštovati naravo ali pa dajmo spoštovati, ker meni ni hujšega, kot pa da nekje pridem, se sprehajam zdaj dlje, na primer po Lepeni, in da tamle ena piksna pera ali pa neke energijske pijače. To je res, kje smo še mi s to glavo, ne, pa tako da, ampak najbolj važno je po mojem, da vsak pri sebi to spucamo, tako, da nam predel, ko gremo naprej. Tole je gor je greben Krnčice, se pravi nadaljevanje pol proti Bovcu. Mi gremo pa v tole smer zdaj. Tole je dom Klementa Juga v Lepeni. Evo, do Krna imamo baje 6 ur. Kar dolga, ne? Sem pa zdaj tukajle enega coklerja srečal. Cokler je drugače Borovničan. In mi je povedal tudi tale dom v Lepeni. Ima sta hčerka pa njen mož v najemu. Tako da sem pol, če bom šel tlele dol, se seveda ostanem. Pa jih malo pozdravim. Sicer pa tukajle gor zdaj pelje mulatera, ki je v precej slabem stanju. Zato sploh za dol se bi želel te poti izogniti, ampak mislim, da ne bo šlo. Kaj sem mislil, ko sem rekel v klavrnem stanju, ne? Vsi te kamni, težko je pol, oziroma veliko težje dol hoditi, ker si ti skozi bolina pod nogami. Ti kamni so pa več ali manj ostanki teh škarp, ki razpadajo in jih seveda noben ne popravlja. Kaj se v tole vidi? Rombon verjetno. Spet mi je kamerica po tleh padla, tako da sem nekaj polomil in bom videl, ko bomo snemali danes. Tale se pa sigurno ne bo zvalila v dolino. Tale vzpon bomo probali čim prej skozi dati, ker ni nič kaj takega, da bi mogel zelo posneti. Plus to sem pa tlele saj že 3-4 videa posnel, ker sem tudi vzpon malo bolj prikazal. Tako da si lahko tiste videe pogledate. Hotel sem pa reči, da v Lepeni imajo zdaj po ta novem parkirnino. Ampak le-ta je samo 5 evrov. In še to, če greste pol nekaj pojesti, nekaj popiti dol v dom, je v bistvu to kavcija. Tako to se mi zdi pa super in sprejemljivo. Zdaj mi pa ne manjka več prav veliko do vrha. Ampak seveda ne Krna, ampak te Ležičnice in pol tudi koče pri Krnskih jezerih. Prvi sonček danes. Že zdaj je bilo vroče, zdaj bo pa sigurno peklensko. Zgornja postaja Žičnice. To pa kar malo dvomim, da je bilo letos aprila še toliko snega. Edino, če ga napihal semle noter, ker drugače bil, mislim, da marca na Krnskem jezeru, oziroma tle okoli, da je bilo zelo bogo. Evo, grejo po robo.
Zdaj grem pa, prvič grem po teli poti, kjer bom obšel kočo. Pa se bom pol za nazaj mimo koče vračal. Ja, nič ni. Tole pa planina Duplje, gor je pa Šmohor. In zna se zgoditi, da za nazaj grede, da bom skočil tudi na Šmohor. Bom videl, koliko se mi da. Tukaj na planini se levo odcep pot proti Komni. Jaz grem pa naprej, seveda. Tako, tole bo Krnsko jezero, veliko Krnsko jezero. Drugače so Krnska jezera 3. Prvo, ali pa najnižje, pa tudi najmanjše, je Dupeljsko jezero, tamle pri Koči, 2-3 minutke od Koče. Potem je jezero v Lužnici, je, kaj bi rekel, 2 do 3 ure od tlele, verjetno 2 uri. Sem bil včeraj tam, si lahko en video nazaj pogledate. Pa vrh Peskov je bil najvišji vrh, verjetno bo to naslov tistega videa. No, pa tole veliko Krnsko jezero, ki je pa največje visokogorsko jezero v Sloveniji. Dolgo je okoli 250 metrov, široko nekje do, mislim, da 130 nekaj takega metrov. Globoko, mislim, da okoli 15 metrov. Pa še kaj takega zapovedati. Stisnem pa te 2 vrhova. Tole je Lemež, na tej strani je pa Šmohor. Iz Lemeža sem bil tudi gor lansko leto, ni skoraj nič razgleda na jezer, iz Šmohorja je pa kar lep razgled. Tukaj od jezera pa do vrh Krna moram premagati pa še okoli 900 višincev. Ko se sem potrudil, pa pokosil. Malo sem zavil z markirane poti, ker, če se prav spomnim, da je tlele voda. Tukaj pa kele proti Lopi in ostalim vrhovom je pa prav tak orang kraški svet. Vidimo pa spet jezero.
Pot gor je pa ful šodrasta in to pobere kar nekaj energije. Ja, od koče pri Krnskih jezerih oziroma planine, Dupeljske planine, naprej smo na slovenski planinski poti. Krn je pa med drugim zadnji ali pa z druge strani prvi 2000-ak na poti. Po pravici povedano sem pa mislil, da bo tlele gor bolj po soncu. Sem pa kar precej še v senci. Desno se usmer pot proti dolini pod peskom, pa na uno smer. Jaz pa tle se malo bolj desno držim. Tukaj se celo malo poravna, pol pa še tistle sponke ali gor do sedla, pa gor na Krn, tam je pa malo bolj strmo gor po travu. Tako da, še kakšno urco verjetno. Prvi tak malo bolj resen razgled. Dobrodošli na Krnski škrbini. Sedlo med Batognico in Krnom, kakopak. Ja, evo. Sploh nima več nalepke. Te dve, oziroma te, jih pa tudi drug let ne bova imela več. Kva pa pol? Pol pa ne veš, kam greš, ne, če nisi tlele prav doma. Ne razumem te politike PZS, ampak v redu, ne. Ja, glej, kako so to sem gor dobili. Tole pa pogled proti morju, pa Patski nižini. Ja, nič, dajmo zagristi v tale klanca, ne. Pogled v smeri Tolmina, Batognice, vrh nad Peski, pa vrh Peskov. Samo, ko pogledaš te peske, pa vrh nad Peski, pa to prav veš, zakaj je tako. Zdaj, kaj se tako imenuje. Okoli vse skale, to pa kaj en peskovnik. Kva uživajo, ne? Gomiščkovo zavetišče, pa vrh Krna. Dobrodošli na Krnu. 2244 metrov visok. Malo si vdahnem, pa gremo razgled. Cela jata orlov je. Saj mislim, da so tole orli. 6, 7. Ajde, pa začnemo na Batognici. Vrh nad Peski, vrh Peskov, zadnji je Tolminski kuk, pol je Podrta gora, pa naprej Bohinjski greben, tole sta Mahavšček pa Bogatin, čez je Komna, pa potem tudi Bohinj, dolina Triglavskih jezer, spod seveda Krnsko jezero, Triglav. Pa tole je Škrlatica, levo je pol Razor od Škrlatice, Prisojnik, greben Mojstrovk, Jalovec, Mangart. Tole je Krnčica, kje pa je tale verjetno
Iščem Bavški Grintovc, pa... Ja, tle je direkt naravnost, ja. Tole. Pa smo pa kele proti Kaninu, pa gremo še na drugo stran. Pogled na greben Krnčice. Tole spot je planina za prikraj pa za pleč. Dve planini sta. Tole je greben Polovnika. Ta prvi je krasji vrh, ful dober. Vrh tudi za take družinske izlete. Spod je Bovc, celo Krnsko pogorje. Se pravi, tukaj spod bomo pol Kobarid videli, tole pa greben Stola. Tole so Drežniške ravne, pa Drežnica. Če še niste bili na tej planoti, toplo priporočam. Tam dol je Briginjski kot, pa reka Nadiža. Tole je Matajur. Zadaj se je Patska nižina vidi. Tole je Kolovrat, ja. Pa potem zadaj je Trnovska planota. Tole je Mrzli vrh. Tamle je Kobilja glava. Pa smo pa cel krog naredili, ne. Ja, spodaj je pa planina Kuhinja. Grem še do Gomiščkovega zavetišča na Krnu. Da še to posnamemo. Eno fotko moram narediti za spletno stran. Sem zadnjič ugotovil, da nobene fotke nimam od zavetišča. Ostanki prve svetovne vojne. Sprva je bil Krn v, rečemo tega, lasti Avstro-Ogrske vojske. Tlele gor so bili baje Madžari. Pa so pa Italijani zasedli tale vrh. In do konca vojne so bili Italijani tle gor. Ne, in do konca fronte. Nisem šel pa nikoli tlele po robu še dol, da bi sploh videl tele ostanke iz prve vojne. Kakšen veličasten pogled. Selfie z vrha sem pozabil. Evo. Gremo pa selfie iz koče na Krnu. Nič kva, gremo kele proti Batognici. Bom pa videl, kva se mi bo še dalo, no. Ampak, kaj bom, videl sem, da tam je pod vrhom, vrh nad Peski, da je ena pot preč okoli vrha, pa po mojem tam šel, pa sem pa dol tam proti spustu, proti Šmohorju. Tlele na Krnu drugače nisem spal, ampak mi je pa babi govorila, da sta še z dedem, to že verjetno ne 60 let nazaj, da sta šla iz Bohinja semle gor in sta tle prespala in po ene 3 dni skozi deževalo. In sta bila, so 3 dni tlele one dva, pa še en gost je bil, pa oskrbnik, so skozi kartali. Tole bo po mojem najboljši del spusta po tej Litravci. En del poti na Batognico, takole, tamle gor. Prav neverjeten, ke so stopnice. Tole sem prej pozabil posneti. Razumem, da si podplat odlima, pa da so čevlji za nič, pa ne moreš jih pa pol tle pustiti. Ja nič, pa začnemo zdajle krožno turo. Če se vam ne da gor na Batognico, gre pot tudi pod Batognico. Batognica je pa cela prevrtana. Evo ga, stopnišče.
Tlele še eno. Ko so kar bloki zloženi, ki bi jih nekdo naložil gor. Tole pa narejen za večno. Tle na Batognici je bilo pa verjetno najbolj pestro od vseh vrhov med prvo vojno. Naj bi tudi v štartu je bila tukaj so bile utrjene linije Avstro-Ogrske vojske, pa so pa Italijani v eni od ofenziv zasedli 2/3 Batognice in to je bilo pa to. V vseh nadaljnjih ofenzivah se ni nič premaknilo, ne sem, ne kaj. Je pa ta slavna zgodba, da so pol Italijani začeli rov kopati, da bi prišli pod Avstro-Ogrsko vojsko in od spod nastalo razstrelil in jih bil zrak poslane. Avstro-Ogrci so imeli isto idejo in so prišli v italijanski rov, tam Italijanom vzeli 5000 kilogramov nitro razstreliva in zdaj bom pokazal, ko je to razstrelivo naredili. Tle na Batognici sicer, ko sem pisal članek znamenitosti Kobarida, sem prav iskal, koliko ne bi bila Batognica previsoka, ker sem prebral informacije, da je bil vrh znižan za nekih 18 metrov, nekaj takega, in ni bilo nikjer podatka. Pa mi je pa pred kratkim en pisal, da Batognica ni bila nič znižana, da tisle zahodni vrh, da je bil višji kot tlele, kjer je bila eksplozija. Tako da je po mojem kar to bolj verjetna zgodba, kot pa 18 metrov je res, sploh na takem planotastem vrhu. To je pa to razdejanje od eksplozije. Le 4100 kg, ne 5000. Da pa tamle se pa lepo vidi, kaj je ena potka preč. In to sem si jaz izbral. Tole je dolina pod Peski. Tale, mislim, da je piramida, pa vrh nad Peski. No, če primerjamo te table s tistimi na unstran, te so gravirane in tudi če se v luž še zmeraj lahko prebereš, kaj gor piše in kam si namenjen oziroma kakšne so časovnice. Tukaj naprej je pa tista pot, ki se je med vzponom na Krn odcepila proti sedlu pod Batognico, kakor sem rekel. Evo, Krn je pa že kar daleč. Kakšen čudovit tepih Triglavske rože. Tukaj na Peskih je moglo biti tudi kar pestro. V prejšnjem videu, ko sem se tudi tlele potepal, sicer sem šel gor čist z druge strani iz Tolminke, sem povedal, da tukaj čez je šla obrambna linija Avstro-Ogrske vojske, Italijani so imeli pa na drug stran. Pa, če se ne motim, Lemeš je bil avstro-ogrski, tam Lipnik, pa te Krnčica, pa to so bili pa italijanski. Včeraj sem prišel do tjale gor, pa sem se pa kele desno držal. Danes bom šel pa tlele in telih ostankov dol, pa naprej proti Šmohorju. Majevčke senco. Tlele še en vhod. Zdaj sem pa
na zgradbi. Tamle še lopata. Zdaj grem pa nekako tule naprej. Zdaj se pa že vidi spet ta značilna oblika Krna. Tukaj se bo zdaj jezero pokazalo. Zadnji pa Jalovec pa Mangart. Tak teren tle, da lahko iščeš poti, kjer ti srce poželi. Tamle, če imate malo večji zaslon, boste videli tudi 3 stavbe oziroma ostanke italijanskih vojašnic iz časa Rapalske meje. Že včeraj, ko sem šel v teh vojašnic, tukaj čez te podore, čez oba podora, sem prav sprašal, kaj se je moglo zgoditi, da se je tam gor toliko utrgali in praktično pol hriba dol zgrmeli. Tale pa naravna jama. Pa tamle je videti, da se še nadaljuje noter. Ampak glede na to, da sem sam, nisem toliko radoveden, da se plazil kaj not. Ja, nasedel sem, zdaj pa najlepša novica, ki treba kaj gor. Sem pa danes še lepše prehode našel kot včeraj. Včeraj sem mogel, ko sem šel tlele gor, sem mogel tudi malo za skalo prijeti. Danes je bilo pa vse pohodniško. Kakšen kontrasten je to, pravim tem. Na eni strani same skale, na drugi strani pa sama trava. Spet ena taka mini plantaža, Planik. To je pa ta podor od zgor. Tukaj dol sem prišel. Tole so pa one vojašnice, ki sem jih že prej gledal. Grem pa zdaj v to smer. Lepo videti take izravnave in potem itek veš, da so bile tle nekoč stavbe. Kakšen lep teren. Še zadnjih par metrov spodaj. Sem kar vesel. Tukaj prej je gor markirana pot, po kateri sem spuščal. Zdaj sem pa še dobrih 100 metrov. Kakšen lep pogled na planino. Kako se lepo vidi, kva je pokosil. Tam sem prej vodo tanko. Ja, tistole je Krnčica. Pa tukaj naprej je Srednji vrh, Krn, Betognica, vrh nad Peski, vrh Peskov. Kobilja glava, Tolminski kuk, pa Tolminski migavc, Bogatin pa Mahavšček. Tukaj je Bogatinsko sedlo, se lepo pot vidi. Tukaj so pa Lepoče, vojašnica na Lepočah je tam. Največja vojašnica pri nas sploh tle v Julijcih. Kar dobro, ne? Komaj sem te čakal. Seveda bom imel pa tlele en zaslužen postank z malico. Danes imam fige s sabo. Odlične so. Takole se vidi dol. Če bi šel še malo bolj kele desno, verjetno še malo lepše videno, ampak v redu, ne? Ampak tale pogled je pa še boljši.
na Šmohorju ali pa Šmohorju, pa nam pozabil na selfie z vrha. Daj pa, ali verjamete ali pa ne, sem vesel, da imam praktično sam še dol. Gremo, naslednja postaja, dom koča pri Krnskih jezerih. Še en plato, kjer so bile sigurne stavbe. Drugače pa tukaj dol, grem pa zdaj prvič. Tisto spon, ker sem se uspel sem le gor na Šmohor, sem šel z druge strani, po nekdanji Molateri, ful luštna pot, pol spuščal sem se pa kaj naprej proti unim vojašencem, ki sem jih prej kazal, ne. Tako da gremo še tole sprobat. Tole je pa po mojem od Gašperčka, ne. Tudi sem le gor so Molatero naredili. Si pa jaz zdaj tako mislim malo, koliko sem borcene po teli vročini. Tle okoli se potikam, pa zdaj nasprot mi pride en možakar, pa gre gor. Ta pa je specialc. A ja, drugače ura je 2:30. Tele gor pa danes še nisem omenil. To je velika baba. Takole pa sem na glavni cesti od Komne proti Krnskim jezerom. Kele do koče pri Krnskih ima še slabih 10 minutk, pa dol. Tisto bo pa malo bolj mukotrpno, ali pa tudi ne. Zdajle sem pa eno familijo zgovorno iz Zaplane spoznal, ampak so vsi malo stremežljivi, tako da meni noč nič povedati. Lepo se imejte, srečno! No, v glavnem, tole je dom pri Krnskih jezerih. Tale Tupelsko jezero sem videl, da se ne splača iti pogledati, ker je polno alg in je bolj podobno Mlakuži kot pa jezeru. Verjetno zato, sigurno zato, ker so krave tle gor in delajo svoje potrebe v vodo, ob vodi in pol se seveda algi zaredijo. Če te prišel pa spomlad, ko še krav ni tle gor, je pa jezero ful lepo. Evo ga Šmohor, sem pa že pozabil, da je tlele od koče gor kar konkreten vzpon. Je pozabil sem povedati, tamle pri koči sem se tudi ufrišal malo, glavo dal pod vodo, malo kapo zmočil, tako da sem malo bolj svež. Zjutraj, ko sem šel gor, mi je še malo na misel prišlo, da mogoče pol, se pravi zdaj, skočil do enega slapuka tlele gor na Lepnici, ampak sem že takrat vedel, da se mi ne bo dalo in zdaj se mi ne da. Tako da bo slab počakal. Jaz si grem pa dol malo najest, pa skopat, pa prijem pa eno pijačo semle. Če se mi zjutraj mogoče tole zdela dobra ideja, da dol parkiram, se mi zdajle ne zdi več.
Edino, kar sem vesel, je, da imam avto sigurno v senci. Kljub temu, da je ful vroče, je voda še zmeraj hladna. Rebeka bo pa prva, ki vas bo pozdravila tlele v Lepeni. Evo, tole je ta en del ekipce, ali pa ta glavni del ekipe v, kaj je že to? Dom Klementa Juga v Lepeni. Tale gospodična ali pa gospano, da je že gospa, je coklarka. Ti pa iz kje si, iz Nove Gorice? Nova Gorica. Se sliši? Ja, ne skriješ govorica. Ne, pa sej to itek ne smeš. Ampak sem zdajle ful lepih stvari slišal v koči. Tako da jaz sem vam v spominu, tako kot sem prej rekel, ne, da je bila bolj zanemarjena. No. Zdaj pa drug gospodar, pa druga ekipa. Druga pesem. Tako da probamo postaviti spet na noga. Mislim, lani smo tipali kakšen teren, kaj se dela, kaj se ne dela. Ja. Leto smo probali spraviti malo gor, mislim, vse poznano. Ne, pa vid se že okoli bajte, da je malo bolj urejen. Da priješ že, ja, imamo še stvari za poštimati, ja, ampak to je na dolg rek bomo. No. Tako da pridite malo pogledat, pa omenil sem tudi, ja, da se lahko, se pravi, da je parkirnina, ne, pa da se lahko pol kavčo izkoristi. Tako ja, se staviš koči, odbijamo parkirnino, tako da imaš parkirni zastonj. To vsa čast je. Tako. Super, jaz sem še kaj videl. Ne? No, mi smo tukaj, do konca septembra. Vsak dan. Pa drug let tudi, ne? Ja, ja, točno tako. Super. Pomahaš? Čau. Čau, čau. Je zaključek, ki treba narediti še za tale video, ne? Oziroma tole turo. Tudi za prejšnji video sem delal par dni kasneje zaključek in tudi s tem je tako. Enostavno je bilo toliko enih stvari, tam v Lepeni smo se zaklepetali, potem še do Nečaka sem šel in enostavno je ura išla, pa malo sem pozabil. No. Tako da tura, v bistvu bi jaz rekel, da je to ena taka posoška klasika, kar je itek. Najbolj, če ne najbolj markanten vrh Posočja, čeprav ni najvišji, sploh tega dela, no, okoli Tolmina Kobarida. In čeprav je Kanin je veliko višji, ampak se mi zdi, da ima kar vse nek tak status. V bistvu je zelo dolg dostop, od spod je markiran 6 ur. In se da se hitreje gor prijeti, ampak kar traja. Kar nekaj višincev se nabere, tudi v samo dolžino se kar potegne. Super je to, ker se da, vmes je koča, pa vodo se da tudi vmes dobiti. In narava fantastična. Tukaj do Krnskega jezera gor ali pa do Koče boste srečali kar precej ljudi. Ali pa tudi, če boste malo bolj zgodni, tudi ne, no. Za dolih boste verjetno bolj malo več srečevali. Gor naprej grejo pa zelo redki, no. Pol na Krnu je spet velik, pa čim spet zaviješ kaj proti Batognici, pa Peskom, pa tako, pa spet nikjer nobenega. Hotel sem turo, ne da grem v isti turi gor pa dol, ampak da se malo zakroži, da se malo še kaj drugega pokaže, da
da se ti pa tudi ne vleče. Te isto gor pa dol se pa znajo vleči. No. Tako da poti pol proti koncu, no, to mislim. In zato jaz pol tudi dostikrat probam včasih tudi malo na silo, kakšen krog narediti. In danes se mi zdi, da je prav super ratu. Tudi Vrtognica mi je itak fascinantna, vedno, ko jo obiščem. Pol pa še ta prečenje čez peske proti Šmuhorju je super mi je bilo. No. Tudi to pot dol Šmuhorja sem spoznal, nekaj posnel, tako da imamo še to pokrit in super. No. Drugače pa je to lahko seveda to turo tudi v 2 dneh, tako kot sem rekel gor pri Koči, da sem srečal eno familijo iz Zaplane. Oni so lepo, so se gor pospeli prvi dan, so bili tako zgodni, da so šli še do Koče pod Bogatinom, se vrnili nazaj, prespali, naslednji dan na Krn, nazaj in v dolino. Ne. Pa so bili tam mali otroci, malo je bil po mojem tam okoli 10 let star, kaj takega, no, tako. In se to mogoče še kakšen let manj. No. In se da to otroci, če so malo hojni, če jih malo spodbujate k temu, sploh ne bo problema. Seveda direkt iz kavča, ne, da pa cel let igrice igrajo, pa se jih pa žene v hrib, to pa tudi pri odraslih ne gre, ne, to vemo. Narava itak ful lepa, to Krnsko jezero, fantastično. Zdaj, kot sem rekel, Dupolskega jezera sploh nisem šel pogledat, ker se že vdaleč vidi, da je res mlakuža in ga je škoda časa za to. Se ga pa splača spomladi pogledati, ali pa pozen jesen oziroma pozimi. Pozimi je pa itak, no, je led. Drugače, ja, Lepena, ful me presenetilo, okolica doma v Lepeni se že vidi, da je lepša in je ful bolj prijazna kot včasih. Ne vem, sploh enostavno me ta dom je tako, me kar malo odbijal, no. In zdaj pa se vidi, da nekdo, da ima feeling, da delajo da imajo passion, ko se reče, strast, da to radi delajo in sem zelo vesel. Sploh je lepo, ko prideš, pa te en borovničen pozdrav. Tako da, super dan je bil in pa tudi kar naporen, sem bil itak vesel. Ja, ni bila, tako kot sem rekel, ni bila dobra ideja, da sem Šumnikovemu vodnemu gaju parkiral, ker mi je to podaljšalo turo, sigurno za 1 uro. To je to, no. Jaz verjamem, da ste uživali, jaz sem in še se bomo podružili, tako da pogledajte še kakšen video, dajte, stisnite like, kaj pokomentirajte in imejte se radi, pejte v naravo, uživajte poletje, se kmalu vidimo. Ne? Ajde, čau.